Od nekdaj sem si želel stika s kamero. In zelo dobro se spomnim veselja, ko je oči prinesel domov mojo prvo kamero. Naša? Si znori? 16 let nazaj. A vrsežeš, da je naša? Od takrat naprej sem snemal vse. Srce, sem malo počak, sekundo počak. Namesto da bi delal naloge, sem najedel družini. A boš takoj nehal in začel nalogo delati biti? Svoje prve vloge sem snemal leta 2004. Zadovoljstvo v novem letu 2005. Rad vam čestitam, da res moram iti. Adijo. In tako se je stopnjeval. Vsako leto sem snemal več, dokler ni kamera postala moj poklic. In v zadnjih letih nisem snemal samo to, kar ste videli v vlogih. Snemal sem tudi za druge naročnike. Zato vse prepite galone kave in ne prespane noči editinga. In prišel sem do tega, kjer si nikoli nisem mislil, da bom. Da se mi je kamera uprla. Zato sem si obljubil, da bom za nekaj časa čist prenehal snemanjem. Snemanju za naročnike. Rad bi se bolj posvetil fotkanju in snemanju tistega, kar veseli samo mene. Kar pomeni, da bom bolj pogosto objavljal vloge in fotku za svoj passion. Leto 2019. Kje naj začnem? Verjetno pred tem, da sem pred točno 12 meseci živel 7000 km stran od doma. In da za božič ne bi bil sam, sta me Maja in Samo obiskala v Torontu, kjer smo rentali avto in se odpeljali proti Spomnim se, kaj bi bilo včeraj, kako smo na Times Squareu hecali Kitajce. In ker nas je tam preveč zebel, smo odleteli na Florido. Tja, kjer je največ morskih psov. Šli smo na najslavnejšo plažo na svetu in zapeljali k Trumpu na parcelo. Ne vem, če lahko nam gremo. Ja, pejc pa mu bolj. Kaj? Da ne bi plaval kle noter. Kaj? Z Airbowti smo se vozili čez krokodile in novo leto dočakali v Miamiju. Tako sem si želel, da bi za nov let bil na plaži. In ne morem verjeti, da je bilo to letos, da sem še letos živel v Kanadi. Jesus Christ! Sploh me ne zebe več, ampak me prav boli. Zadnjih nekaj mesecev sem v zameno za bivanje v stanovanju sprehajal rasla. Selitev čez lužo je bila zame največja preizkušnja v mojem življenju. Ker, ko si enkrat čist sam, v nepoznanem mestu, na drugem koncu sveta in si kot freelancer brez referenc primoran sproti iskati delo, dan za dnem nove projekte, da lahko preživiš, v taki situaciji res dobro spoznaš samega sebe. No, pa se v Kanadi nisem bil skozi čist sam, ker sem tam spoznal tudi zelo dobre prijatelje. Živijo Slovenija! In zdaj smo bestiči. Vesel sem bil vsakega projekta. Pa če je bila to indijska poroka, ki je trajala 7 dni. Zdaj vidim, da se še zdaj ni poročila. Fotkanje tekstila. Štumfi, še štumfi. Snemanja trenerja košarke. Let's go, this is your cardio right here. Ali pa delanja v strežbi in razvažanja hrane, ki je bila kamera na servisu. Velikrat sem se na delo vozil tudi 2 uri vsako smer. Ampak vedno sem imel s sabo svojo. Extra large. Thank you. Pa kar do konca natočiva. To je pa zdaj hudič. Domotožje ni bilo tako hudo, da ne bi zdržal 12 mesecev, ker sem ilegalno, po pretečeni viziji, v Kanadi ostal še mesec dlje. Če te pa dobijo, te pa lahko deportirajo iz države, pa prepoved vračanja v državo dobiš. Še kar težko verjamem, da sem toliko na jolo 4 ure pred odhodom sprejel projekt in skupaj z naročnikom odletel za 1 teden na Portugalsko snemati njegove poslovne sestanke. In snemal proizvodnjo čevljev. Vedno je pa bilo, da sem zadnje 2 tedna pred odhodom v Slovenijo preležal v postelji. Zaradi zlomljenega prsta. Ponudila mi je tudi bergle, sem odklonil. Ko sem se vračal domov, sem doživljal take občutke. Najbolj me je prevzelo to, da sam nekam pripadaš, da imaš svojo domovino in da vsi govorijo tvoj jezik. Dobrodošli na ljubljanskem letališču. Nikoli prej nisem tako začutil Slovenijo.
Ko sem prišel nazaj, se je pred začel dogajati. 307. Spomnila se mi je dolgoletna želja in na tisti dan, ko smo snemali Cars and Coffee, smo skupaj presegli 10.000 subscriberjev. Stoj, da screenshotam! 10 ljudi! Nisem bil dolgo doma, ker sem v začetku poletja odletel proti Silicijevi dolini snemati Business School v San Jose. Da ne omenjam vseh guest speakerjev, ki sem jih imel možnost spoznati. Ogled Stanford univerze, headquartersa in muzeja največjih podjetij. Še bolj hvaležen pa sem, da sem imel možnost spoznati nove prijatelje iz celega sveta. Hudo, že zdaj v 2 dneh smo se totalno nakonektali. In prav z enim od njih, Brunom, sva rentala avto in se odpeljala na tedenski road trip čez San Francisco proti Los Angelesu in stanovala pri njegovi sestrični na Venice Beachu. Od tam sem za 3 tedne odletel v tako rekoč moj domači kraj, Toronto, Znan teren, zelo. na snemanje drugega dela projekta. Tam smo si ogledali Toronto Stock Exchange in šli na najvišjo stolpnico v Kanadi. V svoji sobi imel manjšo poplavo Lušten, tako poplavco. in 3 ure pred letom v Ljubljano bil še na jadrnici. Ni mi žal, da lahko rečem, da sem plaval v Lake Ontario. Posnel vlog s Picijam in Perom v zakulisju snemanja serije. Beat in Peril show. Doma sem bil slabe 3 dni in šel na snemanje v Grčijo, kjer sem pa realno, priznam, več žuril kot snemal. Je bil pa hkrati to tudi najbolj neprespan teden zadnjih nekaj let. Tako da sem spal uro pa pol. Ni bom se glih hvalil s tem, no, ampak... In potem sem direktno letel na zadnji del poletnega programa Noro, kakšna intenzivnost se sploh ne more. v München. Izkusiti nemško kulturo. Cheers, guys! Ogledali smo si BMW Welt salon Pride avto prezet v München, BMW. in seveda najtežje izgovorljiv. Neuschwanstein. Nekaj taz. Za dober teden sem šel domov, potem so nas pa podplati toliko srbel, da smo si hoteli ogledati ene najmanj obiskanih držav na svetu. Zato smo z bratom in prijatelji leteli direkt v Moldavijo. Kasneje pa še v Romunijo, kjer je bil definitivno highlight potovanja spanje v romunskem pragozdu, Je pa največja populacija v teh gozdovih medvedov pa volkov v Evropi. pa ti sladoled, ki ga že ni hotel pojesti. Sam gor prlimajo in to pa ne bi probal nikoli. Obiskali smo državo, ki ne obstaja, Pridnestrsko republiko Давай, дружба! in šli žurati v Ukrajino. Ko smo se vrnili, sem spremljal Jakoba v zaodrju in na odru koncerta. Kar naprej sem bil v Beogradu, Spet nazaj v Beograd. pa če so bili to sestanki ali pa snemanja. V Milanu sem se prvič peljal v McLarenu Ko me vsi gledajo. in pa vozil najmočnejši avto do zdaj. Kot božični giveaway sem podaril nov LG telefon srečnežu Luku Tomcu in prepričan sem, da je nagrada prišla v prave roke. V tem letu pa se je zgodila še ena velika stvar. Rečem, z veseljem sem ponosen. Naredil sem svoj merch. To je pa tja gor zalimo. Nalepke in majice z napisom Lušten. Ko sem bil majhen, se mi je zdelo 1 leto tako dolgo obdobje. Zdaj se mi zdi, pa da leta minevajo vedno hitreje. Ampak kljub vsemu, ko pogledam zadnjih 12 mesecev, se je zgodilo toliko veliko. Velikokrat se zalotam, da nisem dosti hvaležen. In če sem se kaj naučil v tem letu, je, da se je treba vsake toliko ustaviti in ceniti točno ta moment. Drugače se znajdeš v neki konstantni dirki s samim sabo in življenje zamudiš. No, to je bilo moje leto 2019. In upam si trditi, da je bilo to najboljše leto v mojem življenju.